Pozdravljeni, dragi otroci. Prijazno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji gozdno obarvani pravljici bomo spoznali prijazno deklico po imenu Lili, ki se med počitnicami z dedkom vsakič znova odpravi v gozd. Namreč njen dedek veliko ve in ji med sprehodom zaupa številne skrivnosti. A tokrat ji bo skrivnosti zaupal še nekdo. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Gozdne skrivnosti. Vsakič, ko Lili pride k dedku na počitnice, jo pot zanese mimo zelenjavnega vrta. Živjo zelenjava, odpravljal se v gozd. Z dedkom greva nabirat gobe. Sprehode s svojim dedkom naravnost obožuje. Kadar naletita na kakšno rastlino ali žival, ji vedno pove zares zanimive stvari o njej. Poglej, Lili, ob vznožju te velike jelke rastejo jurčki. Prava poslastica so. Paziti je treba, da jih odrežemo tik nad zemljo, sicer uničimo podgobje. Pod kaj? Vpraša Lili. Podgobje ali miceli, ponovi dedek. To so drobne nitke v tleh, imenovane tudi hife, iz katerih zrastejo gobe. Razkrajajo odmrle liste in jih pomagajo spremeniti v rodovitno zemljo. Na ta način pomagajo vsem rastlinam v gozdu. Ta jelka zagotovo ne bi bila tako veličastna, če ob njej ne bi bilo gob. Prijateljice so, potrebujejo druga drugo. Počakaj me tu, reče Lili. Če se jim odmrli listi tako všeč, jih grem nabrat. Prinesla jih bom cel kup. Medtem ko grabi po tleh, Lili odkoplje deževnika, ki se zvija, kot bi plesal sambo. Bljek, ogabno, videti je kot kača. To še zdaleč ni kača in meni se zdi prav čudovit. Tudi deževniki razkarajo odmrle listje in ga spreminjajo v hrano za drevesa. Lili se ozravna in vidi, da se ji k nogam prav počasi približuje hrošč. O, dobrodošli, gospod Hrošč. Me veseli, da sem vas spoznala. Uredila vam bom majhen japonski vrt in vam naredila prikupno hiško iz lubja, da se boste lahko odpočili. Ta gozd je res poln čudovitih stvari. Lili je našla celo nekaj temno-rdečih divjih češenj. Ker jih obožuje, jih hitro pozoblje. Takrat pa... Ups! Dedek, pogodnila sem koščico. Mi bo v trebuhu zdaj zraslo drevo? Prestrašeno zavpije Lili. Kje pa? Koščica bo samo nekaj časa potovala po njem, nato pa bo prišla ven. Nekatere ptice na ta način raznašajo semena. Ja, tako to gre. Drevo ne izbira samo, kje bo rastlo. Poglej, to drevo je zraslo kar na skali. Da je prišlo do svetlobe, se je moralo upogniti in pognati močne korenine, da so se oprijele tal. Osupljivo, se ti ne zdi? Se sprehodiva še malo naprej? Predlaga dedek. Rad bi ti pokazal svoje najljubše drevo. Upam, da bo tudi tebi všeč. Po nekaj urnih korakih sta Lili in dedek prispela globoko v gozd. Naj ti predstavim svojega prijatelja. To je stari hrast. Včasih mu zaupam kakšno od svojih drobnih skrivnosti,
ampak danes bova v njem le nekaj prigriznila. Dedek odpre vrečo, v kateri je prinesel malico. Dedek, je ta hrast starejši od tebe? O, to pa, precej starejši. Gotovo je star že več kot 200 let. Stavim, da so takrat še živeli dinozavri. Kaj ne, da so, dedek? Toda dedek ne odgovori, ker je medtem že zaspal. Lili se zazre v krošnjo velikana in jo pozorno opazuje. Uživa v sapici, ki nežno pozibava liste in mehko boža njena lica. V tem gozdu je res enkratno, zašepeta in od sreče zavzdihne. Na lepem vstane in objame deblo. Če me slišiš, te prosim, da paziš na mojega dedka, da bo živel vsaj tako dolgo kot ti. O, saj tvoj dedek se vendar krasno drži, odgovori prijeten glas nad Lilijino glavo. Ampak, kdo si? Vpraša dekletce. Jaz sem veliki hrast, gospodar tega gozda. Drevesa bdimo nad vsemi, ki živijo tu, in tvoj dedek je naš prijatelj. S svojimi listi pretvarjamo sončno energijo in dobro vseh ljudi in živali izdelujemo hranilne snovi. Torej v moje in dedkovo dobro prav tako. Lili se obrne in presenečeno opazi, da je skoraj pohodila majhne hraste, ki so rasli okoli nje. Joj, žal mi je, nisem vas videla, vzklikne. Ja, saj vemo, da smo samo majhna drevesca, ampak nekoč bomo tudi mi tako mogočni kot veliki hrast. Še večji pravzaprav. Ja, zlasti meni se zdi, da vas bom vse prerasel. No, do takrat bo treba še malo potrpeti, se nasmehne veliki hrast. Tudi ti nam lahko pomagaš, Lili. Razpri roke, prosim. Veliki hrast ji v dlani spusti želod. Tako. Prepričan sem, da veš, kaj moraš storiti. Nasvidenje, Lili. Staro drevo je imelo prav. Lili je želod posadila na koncu dedkovega vrta. In med vsakimi počitnicami ga je hodila zalivat, da bo nekoč tako velik in močan kot njegov očka v gozdu. Ob prihodu domov je nekaj želodov, ki jih je nabrala, podarila tudi svojim prijateljem in s tem naredila nekaj dobrega za vse nas. Bravo, Lili! Tokrat si svoje znanje dopolnila številnimi naravnimi zakonitostmi. In pa seveda vse pohvale čudovitemu hrastu, ter pa seveda tudi dedku, ki je tako svoji vnukini predal novo znanje, ki ga bo Lili lahko prenesla na svoje sošolce, prijatelje, znance. Zelo poučna pravljica. Otroci, mojim knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Ježkov dom, ko pride poletje, v kateri boste spoznali gozdne živali, ki so se veselile dobrot, ter žalostnega ježka, ki je menil, da mu narava ni poklonila prav ničesar. A se je motil. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in če imate možnost, le pocukajte dedka ali očka za rokav, ter se skupaj odpravite na raziskovalni sprehod po gozdu. In pošiljam vam en gozdni pozdravček. Čau, čau! Res čudovita knjiga. Polna znanja.